Zbornica komunalnega gospodarstva je 19. in 20. septembra 2019 v Kongresnem centru Olimia organizirala 9. konferenco komunalnega gospodarstva, katere se je udeležilo preko 300 udeležencev iz vrst izvajalcev javnih služb, vladnih inštitucij in gospodarstva. Osrednja tema letošnje konference je bila vpliv razvoja komunalnih dejavnosti na sodobno družbo. Predavatelji so skupaj z udeleženci iskali odgovore na vprašanje, ali razvojne možnosti komunale zagotavljajo reševanje izzivov sodobne družbe, osvetlili razvoj komunalnih dejavnosti skozi čas in nakazali ključna področja, ki bodo pomembna za premostitev prihajajočih okoljskih, družbenih in tehnoloških izzivov. Udeleženci konference so se strinjali, da je za iskanje optimalnih rešitev ter zagotavljanje kakovostnih in zanesljivih komunalnih storitev bistvenega pomena aktivno sodelovanje med izvajalci javnih služb, njihovimi uporabniki in pristojnimi inštitucijami. Letošnja 9. konferenca se bo dejansko ukvarjala z problemi, pri katerih nekateri mislijo, da so globalni problemi. Naš namen je pa, da lepo vsem razložimo, pa začnemo že zdaj se pripravljati res na določene spremembe, ki jih pričakujemo, in to na področju urbanizacije, na področju okolja in nenazadnje tudi na področju vodnih virov. Konferenca komunalnega gospodarstva je zelo pomembna. Poleg članov upravnega odbora, ki se sicer bolj pogosto srečujemo in med sabo izmenjujemo mnenja in izkušnje, je to pomembno, da se dobijo direktorji, predstavniki več različnih firm vej komunalnega gospodarstva in med sabo izmenjamo izkušnje in te izkušnje prenesemo v lastne podjetja. Danes se srečujemo z res številnimi izzivi, kot so odvajanje, čiščenje komunalnih voda, do oskrbe s pitno vodo, ravnanje z odpadki. Tako da tovrstne konference so res dober forum, kjer se tako državne inštitucije, javne službe, drugi deležniki, lokalne skupnosti tudi srečamo in gremo skozi te izzive in kako priti do rešitev, ki bodo ne samo na papirju, ampak tudi v realnosti učinkovite. Komunalna dejavnost je dejavnost, ki prežema vse pore življenja. In tega se moramo v bistvu kot posamezniki in kot celota družba zavedati. Če bomo reagirali pravočasno, bomo imeli priložnost, da krožno gospodarjenje tudi na področju komunalnih dejavnosti dejansko izvedemo. Če tega ne bo, se bomo morali poslužiti sežiga odpadkov, generalnega sežiga odpadkov, ker pravzaprav prostorov za odlaganje ni in tudi prenevarno je pravzaprav za ta prostor. Izzivov je veliko, še dolgo in vedno se bomo pogovarjali o komunali, tako da prepričan sem, vsak, ki danes še ne premišljuje o tem, je to ena od njegovih nalog. Konferenca komunalnega gospodarstva sigurno odgovarja na številne izzive, ki so še pred tem področjem. Kljub temu, da se je ogromno v zadnjem času investiralo za zbiranje odpadkov, distribucijo, še vedno ostaja v Sloveniji končno vprašanje sanacije odlaganja teh odpadkov in jaz si želim, da bi konferenca našla tudi odgovore na te izzive.